Dober dan in lep poletni pozdrav v naši oddaji za zdravje. Z veseljem lahko napovem, da bo v vseh oddajah do konca leta z nami tudi Erika Brajnik, naturopatinja, ki ima specializacijo tudi iz holistične irideologije. Erika je strokovnjakinja tudi za kitajsko tradicionalno medicino in tujino masažo. Z njo smo se pogovarjali v njenem naturopatskem centru Saeka v Ajdovščini. Izvedeli boste, kako z naravnimi rešitvami shujšati in znižati krvni tlak že v enem tednu. Erika, pozdravljena. Lep pozdrav. Hvala za vabilo v tale tvoj simpatičen center Saeka. Naturopatski center, zakaj se tako imenuje? Ja, naš naturopatski center je tu že 10 let. Letos novembra bomo obeležili 10-letnico. Mi kaj delamo tle? Naturopat išče zdravje. Tako da vsi govorijo o bolezni, mi govorimo samo o zdravju. Fora je ta, da v posamezniku iščemo vse najvišjo možno točko vitalne energije, da aktiviramo in mu z naravnimi procesi svetujemo, kako aktivirati proces samozdravljenja. In danes bomo govorili o hipertenziji, tega je zelo veliko. Tega je zelo veliko. Leta 1975 do zdaj, od leta 1975 do zdaj, 2015 recimo, se je na svetovni ravni kar podvojilo število obolelih za povišan krvni tlak. V Sloveniji je vsak drugi, ki ima dejansko odrasla oseba, vsaka druga, ima težave s povišanim krvnim tlakom. In to je velika nadloga. Zato, ker pol dobiš tablete in jih imaš za vedno. Da se s hrano uravnavati absolutno hipertenzijo, da se odpraviti to zadevščino, da tablete ne potrebuješ, zato ker to je velika nadloga. Kako gledamo osebo, kako pomagamo osebi, ki ima povišan krvni tlak? Bistvo je to, da greš gledati ledvice in preko ledvic okrepiš srce in izboljšaš kvaliteto krvi. Kako se to naredi? To se naredi z jedilnikom. Torej, mi delamo v našem centru dosti s hrano. Hrana je naše zdravilo in pol določeni drugi pripomočki naturopatski, kot je aurikuloterapija in drugo. Tudi z iridoskopom si pomagamo absolutno za pregledati vitalno energijo posameznika. Kdor ima težave s povišanim krvnim tlakom, ima dejansko šibke ledvice in tam je treba delovati. Kako? S hrano. Hrana, ki razbremeni, okrepi ledvice in razbremeni srce, je taka, ki vsebuje zelo malo ogljikovih hidratov. Tukaj imamo tudi jedilnik, ki ga dejansko svetujemo posamezniku, ki ima take težave z povišanim krvnim tlakom in se ga lahko drži 2 meseca brez problemov in bo shujšal in bo dejansko tudi uredil pritisk. Torej, ogljikove hidrate, če mi odpravimo iz jedilnika skoraj popolnoma ogljikove hidrate, dosežemo več stvari. Ko prvo bomo shujšali, še posebno v tem predelu tukaj, kar je trebušček. Druga stvar, bomo uredili inzulinska nihanja v telesu, bomo zmanjšali sladkor, glikemični nivo, absolutno, bojo naše celice boljše dihale, mitohondriji bojo boljše delovale in si bomo zrečili kri. Kaj naredi zdravnik, kadar ima kdo težave z srcem, ožiljem, ker razbije srce, takrat imamo seveda tudi povišan krvni tlak? Aspirin 100, da zreči kri. Mi si lahko naravno zrečimo kri, tako da odpravimo ogljikove hidrate, kruh, njoki, testenine. To mora iti stran, poleti ne rabimo tega na jedilniku. In nam bo dosti boljše. Kar pomaga tudi, je samoopazovanje. Tega naturopat vedno uči. Pri povišanem krvnem tlaku je zelo pomembna na celem telesu ena točka. In to je trtica od zadaj. Trtica ne sme biti vlažna, mrzla, mokra, mora biti topla. Če je ponavadi oseba, ki ima težave z povišanim krvnim tlakom, ima trtico, ki je ledena, mrzla. Takrat pomeni, da so ledvice šibke in oseba ne bo shujšala, tudi če odstrani ogljikove hidrate, ne bo shujšala. Ali pa dostikrat se sliši ljudi, ki reče, ja, zdaj je šlo 10 kg dol, zdaj se pa ustavlja, ne gre več dol. Zakaj?
ledvice so šibile. 10 kilogramov je šlo skozi ledvice ven. In zdaj ledvice so šibke. Kako okrepimo ledvice? Tle imamo en tak zelo hvaležen pripomoček, ki je grelna vrečka, taka zeliščna je, ima noter sestavine od mokse. Ona krepi ledvice in mi jo dejansko odpremo. Zdaj je taka mrzla in jo aktiviramo. Kadar jo aktiviramo, ona začne greti. In pol jo bomo postavili na trtico. Na to točko ona doseže lahko tudi do 60 stopinj, tako da kdor ima zelo mrzlo trtico, je boljše, da postavi ne direktno na kožo, ampak na blago. Recimo na spodnjo majico in čez da to vrečko. Ta vrečka nam pomaga, da aktiviramo, prekrvavimo, mi jo postavimo na trtico in s tem prekrvavimo obedve ledvici. One dobista več krvi, več kisika, bolj delata in lažje prečistujeta toksine iz telesa. Tako se toksini ne bojo premaknili z leve proti desni, pa bojo šli ven iz telesa. In tako bomo mi lahko tudi hujšali. To je tisto ta glavno. Torej imamo jedilnik, imamo to vrečko za nekoga, ki ima povišan krvni tlak, si bo pomagal. Zelo dobro recimo pomaga tudi sok rdeče pese. Sok rdeče pese naravno niža krvni tlak in je zelo fajn, če ga oseba pije recimo 3 deci dopoldan, ker je dopoldan in bo tudi zelo pomagalo pri urejanju. Tako da tiste osebe, ki imajo povišan krvni tlak, v 10 letih sem jim videla že ogromno z veliko težavami in tudi, ker so že jemali zdravila, pa jim niso pomagala oziroma niso dovolj pomagala, so imeli še vedno težave z razbijanjem, s tem pritiskom, ki je nihal, si s tako pomočjo stabilizirajo pritisk oziroma okrepijo svoje telo do te mere, da tableta za pritisk jo jemljajo in ga preveč zbiva, zato jo morajo odstraniti. V bistvu naloga naturopata je ta, da osebo okrepi do te mere, da pol, kadar gre zdravniku, mu rečeta, ne potrebuješ več zdravil, zato ker je tvoje telo deluje dobro. In to je tisto vodilo, recimo, ki ga ima naturopat in s katerim pomaga osebi, da si lahko sama doma pomaga, s hrano predvsem. Torej najprej pride do tebe, naredita preglede in potem sestavite jedilnik in težave se kmalu rešijo. Ja, na tak način je ta personaliziran jedilnik. Sem pa mnogim ljudem pomagala tudi z jedilnikom, ki je že napisan v knjigi. V mojih 2 knjigah imamo te jedilnike, ker so že napisani, v tem primeru govorimo o srčnem jedilniku. Te so univerzalni, tako da sem probala napisati na take jedilnike, ki zajemajo več prehranjevalnih režimov, tako kot je kitajska medicina, tako kot je glikemični indeks, tako kot je yin-yang teorija, tako kot so antropozofski jedilniki, tako kot so homeopatski jedilniki. In na podlagi tega mišljeno na Slovenijo, torej na našo klimo, ker to je tudi zelo pomembno. Te jedilniki dejansko sem jih napisala tako širok, za širši spekter in so tudi pomagali, brez da bi ljudje prišli na pregled. Če ne pomaga, prideš na pregled, očitno je malo več komplikacij in deficitu, vendar se da, absolutno. Erika, hvala lepa za vse te koristne informacije. Imela sem kup vprašanj, ampak si vse sama odgovorila, tako da mislim, da so danes našim gledalcem dali kar precej informacij. Hvala lepa. Hvala vam za povabilo.